Prehajamo na 14. točko, in sicer predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občin Kamnik za leto 2023. Predlog načrta je objavljen v gradivu številka 21, predlagatelj župan, poročevalke Maja Sušnik, Marija Kos, Ivanka Ugrinec. Besedo ima Maja Sušnik, izvolite. Hvala. Za leto 2023 ne načrtujemo večjih prodaj. Če je že zlomil vrat. Saj se slišimo, ne? Sam je še dodaten zvok, nekdo ne si sklop. Aha, okej. Za leto 2023 večjih prodaj, torej prodaj nad 100.000 evrov ne načrtujemo. Načrtujeta pa se dva večja nakupa, in sicer nakup Cuzakove domačije, to je tukaj ta kmetija zraven Utoka bivšega. V njej naj bi se uredila spominska soba Franca Pirca in pa objekt naj bi se v prihodnje tudi povezal z rovom pod Malim gradom. Nakupuje se oziroma načrtuje se pa tudi zagotovitev sredstev za nakup nepremičnine za prostore PGD Duplica. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala za besedo, predsedujoči. Vprašanje imam glede obeh dveh nameravanih nakupov, in sicer Cuzakova domačija. Zanima me, imamo že kakšne ocene, koliko bo stala ureditev spominske sobe, predvidevam, da ne gre samo za ureditev spominske sobe, ampak da bo potrebna večja obnova te domačije, in kot drugo, koliko se predvideva strošek izgradnje tega povezovalnega rova, kaj je bilo na tem že narejeno in kakšne so sploh možnosti, da do tega rova pridemo. Kot drugo pa PGD Duplica. Strinjam se, da jim je treba zagotoviti nekako prostore, obstoječi prostori so majhni, ampak tukaj je ena velika neznanka. Ne vemo sploh, kje bi kupovali, kaj bi kupovali. Zdaj, ko sem jaz nazadnje govoril s predsednikom PGD Duplica v prejšnjem tednu, mi je celo omenil, da obstaja neka možnost, kjer bi lahko prišli do zemljišča brezplačno. Druga stvar, ki se pa poraja tukaj, je pa nekaj drugega. Zadnji gasilski dom, ki je bil zgrajen na novo v naši občini, mislim, da je bil v Šmartnem leta 1990. Financiranje delovanja gasilskih društev imamo v občini, bom rekel, urejen zelo zgledno, zelo v redu. Imamo sicer tako, da tazga primera ne vem, če še kje v Sloveniji, ampak jaz sem že omenil na prejšnji seji, pa tudi na tej, sem nekaj govoril o planu nabave vozil. Imamo nek budžet, s katerega to delimo. Nimamo pa urejenega sistemskega financiranja gradnje gasilskih domov. Trenutno poteka gradnja prizidka pri gasilskem domu Gost. Občina Kamnik razen sofinanciranja v dvorano 20.000 evrov, kar so sprejeli v proračunu, nima predvidenega, ravno tako občina ni sofinancirala zgradnje prizidka PGD Sela pred nekaj leti. Te stvari bi bilo potrebno urediti. Podobno kot je urejeno za nabavo gasilskih vozil, bi bilo tudi tukaj treba doreči, kako to v prihodnje. Mislim, da neka strategija ali pa želje društev je narejena, ta popis seznam želja imamo pripravljen. Vemo, da se že PGD Tuhin kar nekaj časa tudi poigrava z idejo gradnje novega gasilskega doma, ker ta postaja premajhen. Moj apel tukaj je, da se te stvari uredijo sistemsko. Da se namenijo vsako leto neka sredstva, ki bodo namenjena za gradnjo ali obnovo gasilskih domov, da se določi prioritete, da se določi nek vrstni red, podobno kot smo storili to z gasilskimi vozili. Ker
Zdaj, zagotovili bomo prostore, pa ne vemo, kje, pa kaj, pa za kakšen denar za PGD Duplica. Kako bo pa z gradnjo, kdo bo financiral gradnjo gasilskega doma PGD Duplica? PGD Duplica tega denarja zagotovo nima, predvidevam, da bo to na plečih občine. Zdaj PGD Kamnik je dobil nek prizidek, sicer pod pretvezo, da gre za pod pretvezo projekta Muha, kjer se je gradila štabna soba za civilno zaščito za potrebe velikih intervencij in pa kjer se bo spremljalo vse napake na vodovodnem sistemu. Gre za vodovodni sistem, ki nas oskrbuje s čisto pitno vodo in ne govorimo o poplavah, če sem jaz prav seznanjen, pa o naravnih nesrečah. Te stvari je treba urediti, no. Ne, da bomo zdaj enemu bomo dali, drugemu ne bomo dali, da ne bo tukaj v prihodnje kakšne slabe volje. 13 društev imamo in prav bi bilo, da se do vseh obnašamo enako. PGD Duplica je res imela na voljo zemljo tam na B20, za Kulandijo, pa tega ni izkoristila, tako kot ne gorska reševalna služba. Bil je takrat iz denarja od prodaje veterine namenjen za to. Je to v skladu z neko strategijo nakup tega zemljišča ali ni? Tisto bistveno, a bo to zadostovalo? Bomo zemljišče kupili, kaj bomo potem 20 let čakali, da bo PGD Duplica privarčevala sredstva za gradnjo novega doma? A bo občina najdla še $500 milijona za gradnjo gasilskega doma? To so vprašanja, ki se postavljajo ne samo meni, mislim, da večini aktivnih gasilcev v naši gasilski zvezi, zato mislim, da je ta pobuda na mestu, no, da se stvar uredi sistemsko in da se odločimo, ko bomo vsak let dajali na stran za ta namen in potem denar tudi delili med vseh 13 gasilskih društev. Vemo, da društva kupujemo vozila iz lastnih sredstev, pač zaradi sistema, kakršen je, nekaterim gre to v nos, ampak mislim, da je varnost občank in občanov na prvem mestu in pogoje za dobro delo gasilskih enot je treba nekako zagotoviti. Žal morajo to zagotavljati krajanke in krajani, ta levji delež, in seveda gasilke in gasilci, ki vsak evro 2-3 obrnejo. Tukaj pričakujem odgovor. No, jaz upam, da ni ta postavka zgolj še ena poteza pred volitvami, katere močno vplivajo tudi na dogajanje oziroma na odloke, ki smo jih sprejemali na današnji seji. Hvala. Besedo ima Anton Tone Smolnikar. Hvala, podžupan, za besedo. Na nek način je težko načrtovati, ne pa kaj bomo kupili, kaj bomo prodali, ampak vendarle to, kar je zdaj o 10 letih govoril Igor, seveda se je to zgodilo tudi v primeru gasilskega doma Duplica, kajti zemljišče, ki ga bomo prihodnje leto prodajali, seveda je bilo namenjeno za gorsko reševalno in za gasilce. Potem se je spremenil plan, šli so gorska reševalna v Smodnišnico, v Kik. Ne vem, zakaj ni ali gasilcem všeč ali kako, ampak vendarle to smo ob gradnji Kulandije zahtevali, da se ta del rezervira in smo konec koncev tudi zastonj to, če se prav spomnim, to zemljišče dobili. Druga zadeva pa seveda Tuzakova hiša, ki je na zanimivem območju. Moram reči, da smo takrat, ko smo želeli kupiti to območje gostišča pod gradom, smo bili prekratki oziroma se ni šlo, nas tudi lastnik je prehitev oziroma novi lastnik prehitev, kajti tisti svetnice, svetniki, ki še niste bili v tistem rovu, ki gre od Podkve proti vertikalni vrtini, kjer je namenjena infrastruktura tudi za stražni stolp. Seveda prehod potrebuje, kot temu rečejo požarno-varstveniki in seveda vsa zakonodaja, da je potrebno imeti rezervni izhod. Tako da mislim, da bi največjo
tombolo izgubili, če ne bi mi se zavzeli, da bi prednost uveljavljali pri nakupu te hiše in konec koncev potem pa se tudi, pa rečemo nekaj let ali pa 10 let tudi ta hiša, da se zaenkrat vzdržuje, če jo kupimo, potem se pa enkrat pa tudi vzpostavi, ko bo država dala še več denarja tudi za namen Franca Pirca, torej rojaka, znanega vrtnarja, kot temu rečemo. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Robert Prosen. Proceduralno. Izvolite. Predsedujoči, gospod Prosen se je prijavil pozno, pol minute nazaj, preden ste vi odprli razpravo pod še kdo in mislim, da je prav, da date najprej besedo poročevalcem, potem kot še kdo date besedo ostalim. Se strinjam. Besedo ima Maja Sušnik. Hvala. Zdaj, kar zadeva ocene za ureditev spominske sobe in povezave z rovom, niso bile narejene, vsaj jaz ne vem, da bi bile, ampak je pa tako, no, zdaj mi načeloma se lotevamo nakupov zemljišč na osnovi načina, kot se lotevamo investicij. Pač tudi pri investicijah je najprej tako, da potrebuješ načrte, da jih imaš na lagerju, da takrat, ko imaš pač možnost, da izvedeš investicijo. Jaz mislim, da tudi tukaj bi lahko rekli, da pač glede na to, da smo se odločili oziroma da ocenjujemo, da je nakup Tuzakove kmetije in nakup zemljišča za PGD Duplica strateškega pomena za občino Kamnik, menim, da ni nič narobe, če najprej zagotovimo sredstva za nakup teh nepremičnin, potem pa pač v naslednjih letih, kolikor bo potrebno, zagotovimo tudi sredstva za ureditev oziroma realizacijo nadaljnjo teh stvari, da ne bodo, ne vem, brez vsebine in ležale kot premoženje, s katerim nimamo kaj početi. Dejstvo pa je, da pač nepremičnine je pač potrebno najprej odkupiti. Je pa tako, da glede na to, kakšne so cene nepremičnin trenutno v Sloveniji, dejstvo je, da so visoke in da je skoraj nemogoče, da bi v istem letu zagotovili tako nakup nepremičnine kot tudi njeno nadaljnjo ureditev. Zdaj, kar zadeva zemljišče ob Kolandiji, ki naj bi ga naslednje leto prodajali, po mojih informacijah niti GRS, niti PGD nista ocenila tega zemljišča kot primernega za izvajanje investicij, ker so ocenili, da to zemljišče nima primernega dostopa oziroma za izvoz teh urgentnih služb na kakšne nujne vožnje. Zato niti GRS, niti PGD niso bili zainteresirani, da pač na to zemljišče se preselijo. Še tole, no, gospod Smolnikar je omenil, zemljišč ob Kolandiji nismo dobili zastonj, zemljišč ob Kolandiji smo kupili. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Besedo ima Robert Prosen. Ja, hvala lepa za besedo. Res sem se prej malo pozno prijavil, pa nič hudega. Pravzaprav je gospa Maja Sušnik že razložila to, kar sem jaz pravzaprav hotel povedati, kar se tiče gasilskega društva Duplica. Oni nikoli niso imeli težave, da se ne bi mogli preseliti tam ob Kolandijo. Bil je pa to glavni razlog, kot je gospa Maja že povedala, da je bil tam onemogočen izvoz. Pravzaprav so jim rekli, da tam gasilsko vozilo ne sme izvoza delati. Tako da to je bil glavni razlog in to, da nekdo razlaga, da jim ni bilo všeč, pa to mislim, da to ni korektno in ni fair, če ne ve točno teh dodatkov. Kar se pa tiče požarne varnosti, pa veste, koliko je krajevna skupnost velika in se mi zdi, da je sramotno, da imamo na Duplici toliko majhen gasilni dom, tako da jaz ta odlok popolnoma podpiram. Hvala lepa. Hvala. Replika ima Igor Žabi. Ja, jaz upam, da me ni gospod Prosen narobe razumel. No. Jaz nisem proti temu, da se PGD Duplica, da dobi nov gasilski dom.
Absolutno sem za to, vem, v kakšnih razmerah delujejo in zagotovo potrebujejo večje prostore. Jaz sem govoril o neki strategiji za naprej, kot drugo pa dostop oziroma izvoz za intervencijska vozila je omogočen, res pa je, da je lokacija nekoliko neprimerna in zato so jo oboji zavrnili. Vem, ker sem bil sam na teh sestankih skupaj z gospod Sušnik, rešitev je tam zadaj za Kulandijo, mimo parkirišča, res pa je, da je narodno. No. In izvoz je, ni pa najbolj primer. No. Zelo dobro poznam situacijo. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2023. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Brlec. Za. Karmen Dergan. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markel. Za. Nives Matjan. Za. Duško Papež. Za. Božidar Pilej. Za. Ančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Zdržan. Robert Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za. Edis Rujovič. Za. Matija Siter Močnič. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Francis Pruk. Za. Marko Šarec. Za. Moca Škraba. Za. Ivanka Učakar. Glasujem za. Karla Urh. Za. Aleksandar Uršič. Aleksandar Uršič. Glasujem za. Žaklina Zdravkovič. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da sklep sprejet in točka zaključena.